Tanja, jaz mislim, da je to. Jaz tudi. Se vidi, da pijemo sam brezalkoholno pijačo. Tanja, en lep pozdrav. Dobrodošla v Soteski pri Moravčah. Šlo je s prve, ne? Ja, res. Dobrodošel tudi ti, David, po Ja, dolgem času. dobiva položaj na zemljevidu, ne, Soteska, tako da lepo, da si prišla, pa da si se zelo hitro tudi odzvala mojemu povabilu, ne. Ja, hvala tebi. Zdaj poznava se že, sem prej šel dol na papir zračunati, od 2014, se Ja, pravi, takrat sem jaz spet, že ne vem kolikrat do takrat, ampak takrat sem spet zamenil branžo oziroma svojo poklicno pot, šel v fitness vode in tam smo se spoznali. Zdaj Tako. tebe konkretno sem pa spoznal na skupinski vadbi. tako je, res je. In to je bila ena prvih mojih skupinskih vadb. Ne? Se veš, kako smo moški, kar se tiče skupinskih vadb. Ja, Čim dalj res. stran. Ja, res je, nažalost. Ker si pa enkrat tam v dvorani, pa čim bolj zadaj, Ja, ne? ja. Tako da te noben ne vidi. Če ima dvorana še kakšen steber, še toliko boljš. Ne? In evo, z Engijem, živo se spomnim, sva šla čist zadaj, pa lepo za en steber. Bil je pa, mislim, da Pilates, neki tašen. Zame prvič na splošno, mislim, na vadbah sem bil do takrat verjetno 2-krat, 3-krat, Pilates je bil pa itak prvič. Ne? In ti si že takrat obvladala sceno. To je, punca, to je 8 let nazaj, ne? Ja, res je, ja, tukaj že tega, ja. Ja. In od takrat naprej si naredila še enormen napredek, kar se tiče znanja, izkušenj, vsega. Se pravi, Tanja, to je tvoja stvar, ne? Ja, Fitness je tvoja stvar, vodenje skupinskih vadb in tako naprej je tvoja stvar. Daj povej, Tako. kako se je vse skupaj začel, kdaj se je začel, da je malo razloži, prosim. ja, jaz sem v športu res že, jaz mislim, da odkar vem zase, no, tako res že od mehkih nog. In nekako, hvala Bogu, no, da so mi starši omogočili to možnost, da sem lahko probala vse živo, se pravi, in kotalkala sem, plesala sem, celo na igralsko šolo sem hodila. Skratka, veliko enih Smo še kaj novega zvedeli. aktivnosti, ja, veliko enih aktivnosti sem sprobala, na kar sem se potem nekako odločila za ples, to mi je bilo tako najbližje in sem res plesala hip-hop 10 let. Potem pa nekako se nisem videla v tem, da bi to profesionalno počela, v tem smislu, da bi od tega živela. Mogoče tudi zaradi Slovenije same, vse je precej težko v bistvu res uspeti v teh določenih stvarih, tudi v igralski šoli. In ja, to je bilo nekako moja vzporednica, se pravi ples in ta igralska šola, in takrat me je igranje zelo tudi potegnilo v te vode. Pol mi je pa manjkal ta šport. Hkrati sem potem sama hodila kar precej let na vodene vadbe in sem se odločila, da bi jaz tudi mogoče poskusila kaj v tej smeri, da bi vsaj tukaj potem nadomestila ta šport, ki ga v bistvu manko športa, tako, ja. naprej. In ja, tukaj se je potem vse začelo. Moji prvi začetki so bili v Bodyfitu, tam, kjer sem se tudi midva spoznala. Res je. In vem, ker sem potem tudi sama bila mentorica. To so bili tvoji začetki takrat. To so bili moji začetki, Pa tako je. suverena, pa Ja, toliko si že obvladala zadevo. ja, okej, ja, v redu. dejansko, dejansko, ko sem naredila licenco, sem že sama pri sebi ugotovila, da veliko je tukaj enega dela in znanja, absolutno, ki ga moraš osvojiti, ampak sem vedela, da ne bom ena tistih, ki se bo to zavlekal. Vedela sem, da bom to znanje zelo hitro prečrpala od drugih, oziroma da se bom res zelo hitro naučila. Si od nekdaj toliko samozavestna? Dajmo reči, da sem se naučila. Aha, okej.
Je pa res, da se je pa tukaj mogoče videl, da me to tako veseli, ker se mi zdi, da sem že na začetku izžarevala to samozavestno, kar se mi zdi, da se je tudi videl pri urah. Ja, mi do Zengen so kar opazila, ja. Ja, no. Mislim, da ostali tudi. In tukaj sem kar hitro vzela stvari v svoje roke. No? Tako da nekako nisem bila na začetku, čeprav sem bila, ampak po drugi strani pa nisem bila. Mi je bilo pa to kar že domače vse. No, no jaz ti čisto iskreno povem, meni se je zdelo, da si že od nekdaj v tem. Pa to je bilo takrat, ne, se pravi na tvojem začetku. Ja, res je, ja. No, super. Tako da ja, potem se je to samo še stopnjevalo. Jaz sem v Bodyfitu delala približno 5 let, potem sem šla v drug fitness, kjer sem še danes, to je športni center FitFit. Sem zelo zadovoljna, tukaj naprej vodim raznovrstne vadbe, ljudi je ogromno, če dalje več, tega sem res zelo vesela, ker vidim, da ljudi šport če dalje več tudi zanima in gledajo na to plat, a ne da usvojijo ta stil življenja. In ja, to je moje poslanstvo na nek način. Se pravi, zdaj si, oziroma tvoj naziv je vaditeljica, mislim, kar samo povedati, ker je malo daljši naziv. Inštruktorica vodenih skupinskih fitness vadb. No, jaz bi se dokle že 3-krat zmotil, tako da kar lepo, da si povedala. Pa še? Pa osebna trenerka, ja. Pa osebna trenerka. Tako da imam vodenje vadb, eno področje in pa v fitnessu, se pravi osebno trenerstvo, individualni pristop, drugo področje. Se pravi, se na dveh, to sta v bistvu, čeprav gre za fitness, so to dost ločeni zadevi, ne? Ja. Se pravi, različni pristopi, verjetno v enih pogledih različno znanje uporabiš in ga probaš demonstrirati vadečemu in tako naprej. Se še vedno, se bolj nagibaš k eni ali pa ne vem, k drugi strani, ali probaš se v obeh smerih razviti? Kar probam se v obeh smerih. Ja, sicer vodene vadbe ti sigurno več energije vzamejo, ampak vseeno uživam v tem delu z ljudmi, uživam videti množico ljudi, voditi množico ljudi, videti njihov napredek v bistvu vsak teden. In tudi je drugi izziv, se pravi, tam je res individualni pristop, lepo počasi, eni osebi vse poveš, popravljaš sproti, oči so tako, samo na eni osebi, medtem ko pri vodenih vadbah moraš že znati v bistvu voditi in kontrolirati večjo skupino ljudi in nekako vsakega se pomalo dotakniti, se pravi, da nobenega ne potisneš v nek kot, ampak da daš, čeprav jih je toliko veliko, vsakmu vedeti, da ti je mar zanj, ne, tako da vsakega malo pogledaš. Vse malo to s časom tudi uredi, da ne traja ena vaja predolg časa, ne? Potem spet ne vem, da pokažeš lažjo, težjo opcijo, da prilagodiš v bistvu vaje skupini. Pa dosti bolj celostno lahko narediš zadevo, oziroma jo lahko zelo fino prilagodiš, ker imaš ta individualen vpogled, ker ti recimo delaš stranko 1-na-1 in če z večjimi delaš, pa čez toliko in toliko časa hitro vidiš, kje so pomanjkljivosti ponavadi pri nekom, ki začne na fitness hoditi in tako naprej. In pa lažje to na skupinski vadbi, ne, generalno približaš skupini, ne, tako veš, kje so tiste cake. Ja, res je, ja. Veliko je tukaj enih stvari, no, res. Ampak se mi zdi pa, da vsak, ki začne s temi stvarmi, če že izbere vodeno vadbo, naj si res bere eno tako, ki ni toliko zahtevna, ki ni kompleksna, ki ni prehitra, na kar ljudje pozabijo, ampak gledajo bolj v smislu, grem na vadbo, ki omogoča hujšanje, tako bi rekla, no, po domač povedano. Da se zgonim do konca, da bom komi ven prišel pol iz in potem vsi zberejo bootcamp, ali pa še take vadbe, ki že po prvi uri umrejo, že po 10 minutah. Nič narobe z njimi, ampak vse odvisno od tvoje prvotne pripravljenosti. Tako da moraš znati potem tudi tukaj, ne, da se jim vadba ne zamer, ker to se pol zelo hitro, ne, zberejo prvič to vadbo, nekako umrejo. Tak je duh časa, ne, vse na hiter, pa čim bolj intenzivno, pa tako, da se vidi, da si prešvical, pa da si zgonen, ne, tako, da si naredil. Ja, točno to, ja. To je noter pa razrvan. Ja, tako nekako, ja. In potem vsi razštelani še en teden se sestavljajo skupaj, ne. Ena stvar, prej smo se menila, še prej smo začela tole debato, kva je s tem inštruiranjem oziroma s trenerstvom na jadrnici, da mi to malo o tem povej.
pa si bila trenerka, inštruktorica fitnesa na Jadrnici. Je bila tudi to ena tvoja obvez? Ja, to je bila ena taka posebna in izjemna izkušnja v mojem življenju. In sicer so me kontaktirali, če bi bila, to je ekipa podjetja Sail Your Way, če bi bila v bistvu ena izmed trenerk na njihovi jadrnici. Bile so 3 jadrnice in s tem smo bile 3 trenerke. Vsaka trenerka je imela svojo skupino ljudi, tisti, ki so se prijavili na to. To je bil za njih, dajmo reči, en tak aktiven dopust. Se pravi, da res lahko vidiš, da lahko uživaš na dopustu, hkrati zdravo ješ in telovadiš. In res so imeli vse to. No? Vsak dan smo bili na drugem otoku, vsak dan smo telovadili, tudi 2-krat na dan. Imeli smo ločeno, ne vem, smo naredili pilates, zjutraj mogoče, pa zvečer še bolj intenziven trening. Se pravi, sorry, kad te prekinem, to je čisto ena druga sorta jadranja, kot ga običajno poznamo, ne? Kjer gre, ne vem, klapa 5 moških, ženskih, kakoli že, ali pa 10. In ne, to je drugače. To je drugače. To je res fitness jadranje. Ja, tako se je tudi imenoval, Fit Week. No, ja. In tudi zdravo smo si kuhali obroke, tako da so tudi lahko dobili ideje za neke nove recepte. Nobene zaseke pa to, ne, verjetno. Tega ne, tega ni bilo na meniju. Ampak res so dobili lahko ta vpogled, da se da, ne? Da ni tako, zdaj spet dopust, zdaj spet ta hrana, zdaj spet ležanje, kakor si ga narediš. Ne? In mislim, da jim čisto nič ni manjkalo. Tako, vsi so uživali, dobro smo se imeli, različni ljudje. Jaz sem imela, moram reči, zelo talentirane ljudi. Res, vsak je bil edinstven na svoj način, vsak je počel. Tako bom rekla, vsi izmed njih so počeli v življenju stvari, ki jih veselijo. To mi je bilo najbolj všeč, najbolj zanimivo. In vsaka njihova stvar ima pomembno vrednost, torej to, kar počnejo, to so bili res torej fotografinje, videosnemalci, res ni da ni. No. In se mi zdi, da so se kar znajdali v teh vlogah, čeprav so bili mogoče malo manj športniki, drugi malo več, ampak so se prilagodili in uživali. Ja, vsi željni, verjetno, res prisne nove izkušnje, tudi novega znanja, pol za naprej, ne? Tako, ja. To, ki si rekla, dostikrat je na dopustu, kaj pa zdaj, ne? Ja. Še naprej ležati 2-3 dni ali si malo začiniti na tašen način. Tako. Celotno zadevo, vrhunsko. No, to me je res zanimalo, kako to izgleda. Se pravi, tudi to obstaja, to je dobro. Tudi to obstaja, ja, tudi to obstaja. Daj mi povej še malo o pred kratkim, ne vem, zdaj točno, pred kratkim si tudi en seminar imela, odvodila. Ja, res je. In ki je v bistvu nastal na tvojo lastno pobudo. Tako. Daj mi še o tem malo povej, zakaj je ta seminar, kako se je obnesel, kako so bili zadovoljni prisotni, jaz verjamem, da so bili, ampak malo skozi tvoje oči, kako je to izpadalo. Ker je zelo pohvalna zadeva. Ja, jaz sem se predvsem odločila za izvedbo tega seminarja, ker nekako jaz imam vodene vadbe vsak dan in sicer je neka stalna skupina vedno, ampak tudi prihajajo neki novi ljudje, logično in normalno in tega sem ful vesela, ampak tudi vsak dan po vodeni vadbi pridejo ti ljudje do mene in me sprašujejo ene in iste vprašanja. Predvsem te neke osnove, kako bi oni lahko, kaj pa bi še lahko popravili, izboljšali, kako se dela, ne vem, s katero vajo si lahko odpravim bolečine pri tej stvari. In sem se odločila, zakaj bi zdaj to vsakmu posebej razlagala, bom jaz izvedla seminar. In sem naredila en tak seminar, res čist simbolična cena, dostopna vsakemu, da si to lahko privošči. Jan je bil ful velik in dober odziv, tako da smo res razčistili tiste dileme na tem seminarju, to so bile res tiste osnove, kako začeti, osnove gibanja, pravilni vzorci gibanja, na kaj biti pozorni, ko si na vodeni vadbi, predvsem zato, ker kot sem že povedala, ti kot trener oziroma inštruktor seveda pogledaš na ljudi, ampak ko imaš ti eno tako množico, jaz imam tudi po 20-30 ali pa več ljudi na eni vodeni vadbi, zelo težko na vse pogledaš. Tako da je prav tudi na dolgi rok, da sami obvladajo svoje telo, da sami kontrolirajo svoje telo, da se ne rabijo ves čas gledati v ogledalo, čeprav delajo ali ne, ampak da začutijo svoje telo in ga takoj postavijo pravilni položaj, ko začutijo, da to več ni tako. In tega smo se predvsem, o tem smo se pogovarjali, kako zdaj te stvari narediti.
Ja, in sem bila zelo vesela tega odziva in da je toliko ljudi prišlo, da smo res razčistili te stvari in sem pol tudi videla na vodeni vadbi takoj že naslednji dan, da so upoštevali te nasvete. Ja. A to ni zadnji seminar, ne? Ja, sigurno ni. Ja. Odkje pa tebi te pedagoški atributi pa ta nekako, ne vem, se mi zdi, da si ena taka naravna predavateljica. Je mogoče tudi, kaj v smislu s tvojo izobrazbo? Ja. Je to prišlo na dan, daj malo povej. Kaj si po izobrazbi dejansko? Jaz sem po izobrazbi magistrica, profesorica razrednega pouka z angleščino. Čeprav vem, da vsi mislijo, da sem končala fakulteto za šport in me tudi že s tem kar zasuje z vprašanji, kje, kaj, kako in so zelo presenečeni, ko jim potem povem, da v bistvu sem po izobrazbi čist nekaj drugega. Ampak po drugi strani, nikakor mi ni žal za ta študij, mi je veliko dal. Po drugi strani je pa res zelo povezan, tako kot si sam omenil, zdaj ta pedagogika in ta pedagoški pristop do ljudi, ker tukaj imam največ teh povezav z ljudmi, ki delam individualno. Torej oni, ko pač pridejo z neko težavo, jaz vem, da je tukaj težava globlje, se pravi, vse je povezano s psihologijo, sama motivacija, sama percepcija na stvari, ki se dogajajo okrog njih, samopodoba, visoka, nizka, vse to so res pomembni dejavniki, ki ljudi privede do te stopnje, kjer so. Tako da absolutno veliko uporabljam to znanje in to ni v bistvu tisto znanje, ki se je končalo ob zaključku študija. Delam na sebi, to se mi zdi res zelo pomembno, no? Šele takrat se začne tista res prava rast in to delo na sebi, ki ga jaz delam na sebi, ga uporabljam tudi na ljudeh. Torej to je ta psihologija v bistvu človeka, no? In to mi je osnova. To mi je osnova dobrega trenerja pri delu s stranko. Se pravi, psihologija, sva rekla, zdaj klele hodiš tudi na kakšna, tako čisto samoiniciativna, na kakšna predavanja, izobraževanja, workshope na tem področju, v smislu, da je osebnostne duhovne rasti. Ja. Absolutno. In tudi vedno si lahko boljši. Tukaj, to je res eno tako znanje, ki se ne konča, da rečeš, zdaj pa jaz vse vem, vse znam, to je to. Tukaj je vedno kaj novega, vedno si lahko boljši in vedno se lahko kaj več naučiš. In te ljudje, ki vstopijo v tvoje življenje, vstopijo z nekim namenom, to sigurno, in vsak ti na nek način pove, kje si ti s tem znanjem, koliko razumeš dejansko ljudi. Pa te hitro tudi dobi na levi noge, tako. Iz tega spet izhajaš za nadaljen pouk. Ja, res je. In hodim na seminarje, berem knjige, poslušam podcaste. Veš, da se moramo vsaj za 5 sekund staviti. Da mi povej, ne vem, 3 iz glave, 3 knjige iz tega področja, ki smo ga omenili, ki so ti res tako malo prešejkali, ne vem, mogoče pogled na live. Avtorje? Naslove avtorje, mogoče naslove. Teh naslovov je res veliko. Je veliko, ja. Vse kar neki, ruken ven, pa naslovov se vse. Evo, ena tako mojih tudi najljubših knjig je od avtorice Ane Bučević. Njena knjiga, bom kar v hrvaškem naslovu povedala, Što je nije ljubav, se pravi, kaj je oziroma kaj ni ljubezen. To je res, to je generalno o tem, kjer se res nekako, jaz vedno rečem, moja duša poistoveti z enimi besedami in se res najdeš noter. Potem je sigurno ena takih knjig, ki mi je dala tudi zelo veliko za razmišljati od dr. Joe Dispence, Placebo ste vi. To mislim, da je marsikdo tudi že prebral, če ne vsaj slišal za to knjigo. Abraham Hicks, Esther Hicks, Traži biče ti dano. Jaz sem to sicer v hrvaški različici brala. Išči in dano ti bo na ta način. To so res, to je peščica teh knjig sicer, ampak to so res ene izmed takih knjig, ki so meni spremenile pogled na življenje in mi prikazali nek nov svet, predvsem to. Se pravi, da pa le mogoče ni tako, kot smo si, ne bom rekla mi zamislili, ampak tako, kot so nas učili v šolah. Nek ta sistem se mi zdi, da vse temelji po neki logiki, da če ni logike, potem to ni mogoče, da je pa le nekaj drugega. In najbolj fascinantno vsega tega mi je bilo, da jaz niti nisem rabila samo verjeti tem avtorjem, ampak to preizkusiti v svojem življenju
in potem verjeti tem svojim izkušnjam, da potem lahko to živim. In tako je, danes to znanje jaz živim in zato vem, da je res in meni to znanje služi. In je lahko sam še izpopolnil. Tako. Tukaj naprej. Se pravi, se ti odpre čisto nov svet, tudi znotraj te poklica, ki ga upravljaš, se ti Absolutno. en kup manevrskega prostora odpre za izboljšave. Absolutno. Ja. Najbolj pustimo zdaj to znanje, ki ga tudi skozi leta v bistvu usvojiš glede športnih stvari. To znanje, se pravi, ki je res, ki se poglobi v globino človeka, je number one, ki ga jaz uporabljam pri svojem poklicu, pri svojem poslu. In to ljudje začutijo, vidijo. In mislim, da sicer bom tudi tako rekla, načeloma tudi imam veliko takih stran, ki so odprte za take stvari in potem vse skupaj tudi lažje Energija se gre. na energijo Točno to, veže, ne? točno to. Zato jaz to počnem že več kot 10 let in sploh ne morem reči, da sem v teh 10 letih dobila stranko, ki bi zanjo rekla, da je ne vem, polom ali pa kakorkoli. No. Sej noben ni, ne, ampak ja, tako vsi so zelo podobni meni. Tako bom rekla. In to je samo še en dokaz več, da dejansko privlačiš to, kar si sam, ne da iščeš, ampak ti pač privlačiš to. Ne? In zato vedno tudi rečem, obrni se k sebi. Če je karkoli, delaj na sebi, tukaj je vedno veliko dela, obrni se sebi, svojim čustvom, k svoji tej vibraciji, k svojim mislim, energiji in potem v bistvu se ozri naokrog. Ne pa najprej na druge, kaj, kako drugi, potem pa ti, ne? Ker vse se začne s teboj in pri tebi. Ne? Tanja, povej mi še par besed o svojih hobijih. Zdaj vem, da na en način tudi tole vse, kar so zdaj govorili, to so tvoji hobiji in tvoja kariera in gor in dol. Ampak ne vem, če imaš mogoče še kakšno stvar, ki bi jo rada delila z nami. Najprej hobijo. To, kar si sam rekel, ampak vseeno moram to poudariti, ker se mi zdi res zelo pomembno. Jaz sem si iz svojega hobija naredila posel. In zato mi je čisto vseeno, ali je ponedeljek, ali je petek, ali je sreda, jaz grem z veseljem v službo in oddelam svoje delo, če temu lahko tako rečem. Drugače pa ja, imam seveda tudi jaz še kakšne druge svoje hobije, vsekakor je to preživljanje prostega časa s svojimi prijatelji. Imam svoje 3 najboljše prijateljice že od vrtca. Ja, res, mi smo, vem, to je tako, za marsikoga ne tako pogleda, ampak dejansko veliko pove o tebi ali pa o tvojih vrednotah. Ali pa, mislim, to je res en velik konc bogatstva v življenju. Res je. Dolgoletne. Res ali je. pa več 10-letne, a ne v tem primeru prijatelje. Ja, sploh, če pogledam zdaj nazaj, kako so se tudi naše poti malo razlikovale, a ne, nismo, ne vem, ena je celo živela v Ameriki, pa pol v Valenciji, tako, res smo gledali na to, da ohranimo stike, no. Te vrednote, prioritete, da si najdemo čas, da se pokličemo, tudi če na ti se video call. A ne, tako, res, nismo pozabili na to in zato smo danes tam, kjer smo, no. Še vedno povezane, še vedno najboljše prijateljice in da se. In vsaka je vložila v bistvu svoj del truda v to, da ta stvar še vedno živi, ne? Ja. Brez nič ni. Absolutno, res je. Ja, res je. Ej, Tanja, da mi pa samo še eno zadevo povej za finiš. Jaz verjamem, da bi se ta debata lahko, veš, hudo dolg, ne zavlekla, ampak da res bi lahko trajala, pa bi šli še globje pogledati ene zadeve, ampak mogoče za začetek, bo tole čist fino. Samo morava pa, jaz pa navadam eno vprašanje čist za finiš. Vsakemu na tem vročem stolu. In sicer moto, slogan, ki je lahko zapakiran v citat ali pa neko modrost, ki si jo slišala na ulici ali pa včeraj v filmu, karkoli, kar te žene, kar je v bistvu lahko tudi tvoja mantra, eno bodrilo vsakodnevno, da mi povej. Stavek 2, citat 2. Mogoče sam besedo, ne vem. Vsak ima po svoje zapakiran. Evo en angleški citat. Reality is old news. To je en tak malo težji citat. Realnost je stara novica. Verjamem v to, da smo kreatorji svojega življenja. Verjamem, da se nam stvari dogajajo po sistemu, kot mi gledamo na te stvari. In zato
to mi je res eno tako vodilo, da tudi če se mi zgodijo v življenju stvari, ki v tistem trenutku se mi zdijo, ne bom rekla katastrofa, ampak dajmo iti na to fazo, ne, na tisto tako močno. Vem, da to ni tako, kot zdaj vidim, da ne vidim še tiste širše slike in da jaz lahko to situacijo spremenim sebi v prid. In vedno pogledam tako na vse stvari in to mi res služi v življenju. No. Se pravi, če že ne kreator, absolutno sokreator te življenjske izkušnje. Tako, ja. Kaj ne rečem, Tanja? Najlepša hvala še enkrat za odziv na povabilo. Bilo mi je veliko veselje in sem prepričan, da se še vidiva. Ja. In takole, in mogoče tudi jaz, da sem neki staran, sem že 40 plus, malo mi mišice pešajo, pa to znam priti tudi na kakšen trening. Kar pridi. Pa da vidimo, kva se da. Če se da kaj tam nareči, če nisem nemogoč primer. Sigurno, nič ni nemogoče. Nič ni nemogoče. Tako da, ja, se že veselim na enega naslednjega. Hvala. Hvala tebi za povabilo in tale čudovit pogovor. Hvala ti. Ali dava tako po športno? A takole. Čau. Pa. Čau.